Dober dan, dobrodošli. Dobrodošli. Mi dva sva Maša in Dominik. Tako. In danes začenjava čisto nov cikel oddaj na Ljubljana TV v čisto novem studiu. Tako. In so oba kar malo živčna, a ne? Ja, v novem studiu smo, se pravi nov studio Ljubljana TV, tukaj sredi Ljubljane, v centru Ljubljane na trgu Ajdovščina, poleg Zraven Figovca. Figovca, tako da tudi ljubkovalno mu mi, novi voditelji, pravimo Figovec, tako da iz Figovca vas prav lepo pozdravljava na tale sončen dan, kaj je danes, četrtek, joj. Ej, veš, da sem čisto pozabil, mislim, kako se sledijo dnevi med tem časom, res, kako ti slediš? Ne vem, jaz zdaj, odkar imamo vaje za tele oddaje, sledim bolje. Ja. Prej sem pa tudi sama nisem vedela, a je sploh vikend, a je čez teden, kje smo. A veš, kater dan je danes drugače? 16. april. 16. april je. 16. april. Ja. In zakaj si tako formalno oblečen? A veš, kaj je danes? Ja, slišal sem nekaj, kakšen svetovni dan je danes, ampak rekel sem si vseeno, danes je taka premierna oddaja, po, se mi zdi, 2 letih ali leto in pol, če se ne motim, smo ponovno z vami in sem si rekel vseeno, mogoče malo bolj formalno bi prišlo prav. No, jaz pa nisem formalno oblečena, ker, drage gledalke, dragi gledalci, danes je namreč svetovni dan nošenja pižame v službo. Tako da jaz sem lepo oblečena v pižamo, zelo na komod in se bom počutila zelo sproščeno, vsaj poskusila počutiti zelo sproščeno danes. Tako, in čim bolj sproščeno upava, da se boste tudi gledalci počutili z nama tukaj v Figovcu. Imava še 2 sovoditelja, nisva sama, sovoditelja se nam bosta pridružila v prispevkih v prihodnosti, Ja, oziroma zelo kmalu. Kmalu potem, ko poveva, kaj se je še kaj zgodilo na današnji dan. Ne? Tako. 16. aprila. 16. april je zanimiv dan. Ja? Za vse športne navdušence velja danes recimo poudariti, da je leta 2000 naš Ljubljančan, atlet, športnik Mitja Petkovšek prvič zmagal v Glasgowu za svetovni pokal. Istega leta nas je tudi zastopal na olimpijskih igrah v Sydneyju in leta 2008, če se ne motim, 2008 je zastopal barve Slovenije v Pekingu. To je bil pa tudi njegov zadnji nastop na olimpijskih igrah. Bravo, Mitja Kaj se je še kaj zgodilo na jaz sem šla malo dlje v zgodovino. Ja. Leta 1829 je namreč na Dunaju umrl zdravnik, kirurg in urolog Vincent Kern, ki je izhajal iz ljubljanske rodbine Kern. In kar je zanimivo, mislim, za ta čas aktualno, ne, on je kot prvi na Slovenskem pričel s cepljenjem proti črnim kozam, ki so takrat kar hudo prizadejale naše dežele, veliko bolj kot tale koronavirus zdaj, hvala Bogu. V zgodovino medicine pa se je tudi vpisal zaradi novega načina zdravljenja odprtih ran, kar je bilo v času, ko še niso poznali antiseptikov, novost v evropskem merilu. Tako da ja, je bil zdravnik in s tole mislijo in s tem obeležjem lahko se spomnimo vseh zdravnikov, ki v tem času trdo delajo mogoče. Ja. Kaj je še danes takega? Mislim, tak primeren dan je, nekaj bova pripravila za goste, ne, za prvič, se mi zdi. A bova pripravila? Ja. A ni danes tudi nek dan petja, če se ne motim? Svetovni dan glasu! Svetovni dan glasuje. Svetovni dan glasu. A bova kaj zapela? Da se sprostiva. Veš kaj, mogoče, evo, tukaj imava tole razkužilo. Veš, kako so nas na začetku karantene učili, ne? Da se 2-krat zapoje vse najboljše. A ja? Tako da... Kaj bova pela vse najboljše Ljubljana TV? Ja, ne vem, vse najboljše vsem gledalcem, vse najboljše vsem novim ukrepom, se pravi, vse najboljše za vas, vse najboljše za nas, vse najboljše, draga Ljubljančani, vse najboljše za nas. Ja, zdaj pa jaz
Jaz mislim, da se že čist preveč zabavava sama. Ja, malo sva se mogla sprostiti, vseeno, prvi delovni dan je Ja, in mislim, da je- ozračje je kar napeto, ne. Ja, da bi bil čas, da se sprostimo kar vsi voditelji skupaj. Mogoče. To bi bila zelo fajn ideja. Spoznate še Tino in Jureta. Luke ne morete spoznati, žal, ker je obtičal v tem času v gozdu Martuljek, se bomo pa slišali z njim kasneje. Ampak ja, mi smo nova ekipa Ljubljana TV in ja, že vidim in Jureta in Tino. Lep pozdrav obima, kako sta? Zdrav tudi vama. Bravo. Sem bom. Lep pozdrav, sončen pozdrav, takole, super se mi zdi, no, super se imam, tukaj sem v Ljubljani na Plečnikovih Žalah, malce veter piha, ampak res lepo vreme, moram reči, in pa urejena zelena okolica me sprošča, tako da se nimam za pridruževati, lahko rečem. Je tudi Tina ima zeleno ozadje, ampak ne tako naravno. Ne tako zelo naravno, ja. Jaz sem tudi v studiu na VPK-ju in se vam tudi zelo luštno, zelo je toplo, še družbo mi Monika dela, ki se bo malce kasneje pridružila. Drugače pa ja, mislim, da smo vsi navdušeni, da je danes prvi dan. A sta kaj živčna? Ja, Ja. pa moram reči, da zdaj ne več, ampak sem pa razmišljal, predno sem začel, sem pa rekel, malo pa sem živčen, čutim v želočku, trebuščku, čutim ene take zanimive mehurčke, ampak zdaj sem pa že notri in nimam izbire, ne? Sem, lahko rečem, zadovoljen. Ja, tako. Ja, odlično. Jure, jaz imam eno vprašanje zate. Včeraj smo imeli še vajo, ne, kot vemo, mi voditelji, gledalci ne vejo. Ja. Ampak Maša je bila včeraj na Žalah in je rekla, da je Da je vse mrtvo. vse mrtvo. A so danes Žale mogoče kaj bolj žive? Ja, nekako tako je, lahko rečemo, da je dokaj mirno, no, seveda trenutna situacija ne dopušča tega. Nekaj ljudi za menoj sicer lahko vidimo, ne, se sicer nekaj odvija, lahko rečemo, ni pa neke pretirane, ljudje hodijo na sprehod malce po parkovnih površinah, tako da je mirno, no, lahko rečem. Tudi blizu imam Plečnikovo cvetličarno, s katero se bomo tudi malce kasneje lahko malce jo pogledali, a ne, tako da pestro. Jaz mislim, da tukaj bomo še kakšno zanimivo stvar lahko rekli, a ne, drugače pa, kot sem rekel, nič posebnega, bolj mirno, sprehodi so na varni razdalji trenutno, kot vidim, no, se vsi držijo nekih teh navodil strani Vlade Republike Slovenije in pa Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tako da super, se mi zdi. A lahko od vaju, oprosti Maša, a lahko od vaju pričakujemo tudi na današnji dan, svetovni dan, nošenja pižame? To sem jaz hotla, evo, meni pa si že misli. Se bosta preoblekla, sprejmeta izziv? Da ne bom edina. Jaz ga z največjim veseljem sprejmem, ker je to najbolj udobno, kar imaš lahko oblečenega. Tako da komaj čakam, da oblečem svojo pižamco in da vam jo pokažem. Zdaj sem še tako, kot si ti, Dominik, rekel, formalno oblečena, ker je prvi dan, prvič se pojavljamo pred kamerami, pa komaj čakam, da skočim v pižamo. No, jaz sem tudi to, da se Ja, jaz pa tudi sem formalno lahko... Kaj povej, Jure? Ne, pravim, da tudi jaz sem formalno malo bolj oblečen, seveda na današnji dan na vodenje v živo, tukaj pred vsemi ljudmi. Nekako sem rekel, če bi se v pižami tukaj potikal po Žalah, bi najbrž si ljudje mislili... Bi hitro pristal v polju, ne? Tako, in sem si nekako rekel, mogoče pa boljše, če se držim tega, kar je v bistvu v smeri tega, da bom izpadal, kar se da profesionalen na tem področju. Tako da ja, se pa z veseljem tudi jaz v kakšno pižamo oblečem. Moram reči, da sem jo danes pozabil, ampak bom poskušal si urediti na nek način, da bom izgledal čim bolj sproščen. Ne vem, kje boš našel sicer pižamo na Žalah, ampak dobro. Ja, očitno sem jaz edina tista, ki je rekla, kaj potem, če gremo danes v živo, če je svetovni dan nošenja pižam, bom nosila pižamo. Imam tudi copate, ne? Na copatih piše super bejba, ker to sem jaz. To si res ti. Pa tudi ti, To je v Tina. dnevni sobi, ne? Ja, Mislim, da je Maša dobro začela tale trend in da ji bomo počasi skozi oddajo sledili vsi. Ja. No, Jure, ti, kakor se boš znašel, veš, sej da se spati tudi gol, tako da... Tudi to se včasih prakticira, drži. Adamov kostum. Drži. Ja, Bomo jaz sem videli, ti ne? sigurno- Tako, jaz...
Kar povej. Tina, nič Jure ima ustaviti, malo nič zamika, ustaviti. zato je potem... Ja, Tina, povej, veste, dame gledalci. imajo prednost. Ne, sigurno, da se ti jaz kmalu pridružim, Maša, in bomo danes bomo imeli pižama party. Pižama komaj party. čakam. Otvoritveni Pižama party party. pižama. Jaz sem za. Odlično. Sigurno. Super. Tudi nadaljavo se lahko zabavamo, a ne? Tako. Tudi prek ekranov. Tako. Točno to je nujno v tem času, to je nujno. Ja, res je. Ja. Komaj čakam, da nadaljujemo danes, ne? Ja, vsekakor. Ja, Tina Se nam še kaj boš vidimo, povedala ne? še veliko o prometu in o Ja. aktualnih novicah. Ona je Ja. danes v tem studiu, Jure je na terenu, sicer se pa veliko menjavamo. No? Midva sva danes tukaj, ampak ne bova ves čas v studiu Figovec. Rotirali bomo, da vsi vse Tako, ja. spoznamo. Smo dinamična ekipa, bi se lahko rekla. Dinamična. In zdaj bodo na vrsti dinamični oglasi, se pa vsi gledamo kasneje. Uživajte. Odlično, ne? Ej, jaz... Tako, dobrodošli nazaj. Ne? Z vami sva še vedno Dominik in Maša.
In Dominik, jaz imam zate pripravljen en haiku. A ja, Ja. a res? Ti si mi povedal, da je april svetovni mesec poezije. Res je, ja. In jaz sem pripravila haiku, ki je zelo aktualen. Ima ta 575, ne? 575, ja. Ja. In gre takole. Koronavirus, bliskovito se širi, ostani doma. Izide se, to je haiku. Ne vem, zakaj se tega, kakšni te, kaj so že, Nacionalni inštitut za javno zdravje ni spomnil. Mislim, to je res, Mislim, da imajo oni več to je dela res z dobro drugimi sporočilo, stvarmi. tako, no, za vse ljubitelje poezije in čistoče oziroma higiene se mi zdi, da je tole jackpot. Mava pa zdaj takole, ne, vreme je kar lepo. Sva pogledala malo okoli najinega studia, kot vidite. Ampak ja, vreme je lepo tukaj pri nas. Kakšno pa je, ne vem, v Kranjski Gori ali pa v gradu Martuljek? Vidiš, ker ne moremo iti v drugo občino. Ja, lahko pokličemo Lahko nekoga pokličemo. iz druge občine. Imamo namreč še enega voditelja, petega voditelja Luko Korenčiča, ki pa je obtičal izven te občine in je v gozdu Martuljek pri Kranjski Gori in zdaj ga bomo poklicali, ne? A ga imamo že na liniji slučajno? Da, jaz sem že na O, Luka, zdravo! Luka, povej mi, a si v pižami? Ne, nisem ravno na pižami, sem se že preoblekel. No dobro, pa ti nisi na delo, ne, ti si doma, tako da, mislim, danes je svetovni dan nošenja pižame na delo drugače. Tako, imam pa frizuro tam nekaj, kot na fotografiji. Zdaj ne pa to. Sej ne, imam en kos pižame, vam še zdaj govor. Evo, priznam. No, potem Potem je potrjeno. je potrjeno. Kako V si? karanteni si lahko v pižami. Ja, tako. V karanteni veliko ljudi dela Od doma in v pižami. Ja. Kako si, Luka? Pa kar v redu moram reči, da preživljamo to karanteno, vreme na Gorenjskem je sončno, morda zadnjih par dni piha rahlo, bolj hladen veter, ni pa snežilo Vremenska takrat, ko napoved. je snežilo nekaj dni nazaj, tako da počasi si pa že želim nazaj v Ljubljano. In Ja, meni, upam, da ali se pa če bi kmalu ljudje lahko vidimo. prišli do mene. a ne. Ja, Ja, lepo bi vsi si bilo, želimo ja. čim prej, da se ponovno srečamo, da se vidimo iz oči v oči na kaj manj kot 2 metra. Ja. Drugače pa je danes tudi ex-Benedict Day, ampak sem slišal, da imaš ti nek recept pripravljen za nas, oziroma... Ja, glede na to, da zelo rad kuhaš, pa si tudi improvizator, ne? Me zanima, Ja, kaj sem. v tem času, ko je treba bolj improvizirano kuhati, kaj skuhaš ti, naprimer. Kakšen korona recept, recimo temu. Današnji korona recept je bil tipičen korona recept za v karantene, seveda, ker vsak dan res ne moramo kuhati, pa včasih kaj ustane, a ne, sploh če ni zdaj veliko glav okrog mize in je bilo treba porabiti nekaj ostankov, nekaj bolognese omake sem še imel, pa malo plesnivega sira, mislim, s plevito plesnijo. Ampak Ja, to je kar razlika, ja. in sem ti rekel, da naredim eno fritato, eno hitro, enostavno fritato. No, pa če nam In na hitro opišeš. Tako, evo, nasekljamo čebulo, maslo in olivno olje, a ne, da se matlo preveč ne žge, pa majčkeno soli je tudi zraven. Potem sem našel še nekaj ocvirk, pa sem še ocvirke dodal, zakaj pa ne, ker da ne bodo samevali tam v hladilniku. Pa tale plesnivi sir, plemenita plesen in pa česen. Česen damo takoj zraven, da se ne zažge tako hitro kot čebula, ne se ne zapeče preveč, ne damo malo kasneje, damo malo več okusa. Potem bomo pa nadaljevali. Aha. Ne moramo vse tako. Zelo okusno se tole To so zdaj prve faze. Prve faze, aha. Tako. Naj povem, da smo že pojedli. Odlično, no. Je že O naslednjih zmanjkalo. fazah se bomo pa slišali še malo kasneje. Lep Tako. pozdrav, gozd Martuljek in lepo se imej še naprej. Enako. Čau, Adijo. Luka. Ja, meni se zdi, da je en tak zajtrk, recimo, ne, ti da dost moči, da greš potem malo ven v naravo, vemo, ok, smo omejeni na občine, ampak vseeno se se pa da lahko malo vseeno. pretegniti noge, stopiti v kakšen park, mogoče gost. Tako da mene zanima, kakšno bo kaj vreme, da vem, kako se obleči v prihodnjih dneh.
Ja, zdaj je sončno, ampak vreme je zelo spremenljivo zadnje čase. Ja. In o tem, ali se bo spet kaj spremenilo, bo največ vedela povedati naša Monika. Monika, se slišimo? Živijo Maša, živijo Dominik. Pozdrav. Živijo! Zdravo, vidim, da je v centru sončno. Ja, Je. je. Ja? Ti imaš sicer si v studiu zaprta, tako da najbrž ne vidiš ven, ampak imaš pa vse podatke. Res je, res je. Ampak nisem pa vedela, da je danes dan pižam, zato je nimam. Škoda, Ja. no. Boš pa jutri nadoknadila, mogoče. Zmenjeno. No, danes zjutraj je bil prvi dan, ko nismo imeli minusa in ga od danes naprej tudi ne bomo imeli več. Juhu! Ja, no, ker sta videla tako lepo obsijana soncem, dajmo pogledati, če bomo v naslednjih dneh tudi mi. Torej, danes bomo imeli sonce z nekaj koprenaste oblačnosti, popoldne zna zapihati tudi jugozahodni veter, temperature pa se bodo gibale okoli 22 stopinj Celzija. Tudi jutri bo pretežno jasno, prav tako kot danes bo zapihal jugozahodnik. Jutranje temperature bodo tam nekje okoli 4 stopinje, najvišje dnevne pa bodo dosegle tudi 23 stopinj. No, končno smo dobili skoraj že poletne temperature, to nad 20 stopinjami je res luksus. Ja, res. Ja. In dvomim, da bo prav dolgo še Dominik hodil v Rekelcu v službo. Bo zgorel. No, vendarle imava tukaj klimo, tako da se mi zdi, da tudi Torej, kakšen ja, bolj uraden dan bom pretrpel. No? Kako pa bo kaj? V naslednjih dneh. Ja, v naslednjih dneh. Ja. No, za vikend, torej v soboto, bo jasno z nekaj oblaki na nebu, nedelja pa bo dopoldne še sončna, popoldne pa bodo iz severa začele prihajati plohe in nevihte. Še visoke temperature v soboto in nedeljo pa bo zaradi nedeljskih neviht prekinilo ponedeljkovo jutro, tako se bodo temperature v začetku naslednjega tedna na žalost zopet nekoliko spustile. Ponedeljek mora vedno zafrkniti situacijo. Ja. Pa že tako je dan, ko ga vsi najmanj imajo radi. No? No, to je bilo to o vremenu. Vračam besedo. Ja, hvala, se vidimo Hvala, Monika. še kasneje. Se Boš vidimo povedala še kasneje. kaj. Adijo. 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 Ja, zgleda lepo vreme, ampak očitno aprilu ta dež nekako ne uide. Ja, to je aprilsko vreme. a ne? Aprilsko vreme. Mora biti zvesto svojemu imenu in mora biti muhasto, malo tako. Malo, Res, ne? res. Drugače pa ob takem lepem vremenu, kot smo že prej rekli, gremo pogosto ven in smo del prometa in zato naju zdaj pa tudi zanima, kakšna je situacija na slovenskih cestah in oziroma v Ljubljani. Ja, to nam bo pa malce kasneje povedala Tina. In do takrat bi pa jaz obeležila še en svetovni dan, če si upaš. Še en. Ja, danes je tudi svetovni dan high five oziroma petke. A si upal? Tole bo pa malo... Kaj pa če dava vsak sam sebi high five? Dobro, Ali naj pa bo mogoče, če si razkuživa roke, da si zelo na hitro dala high five in pol takoj razkuživa. Mislim, to je zelo riskantna zadeva, ampak nekako se ne morem upreti izzivu. A sva? 3. Gledalci tega niste videli. Oziroma bova midva dala high five, Vi pa vi pa zamišljate. pogledajte promet. Mislim, da imamo že Tino. A je Tina z nami slučajno? Ja, je. Komaj čakam, da vidim vajn high five. A si upava? Dejva. Dejva. Zdaj se bova bolj spužila. Hitro, hitro. Ti pa povej o prometu, Hitro, povej, hitro. kaj se dogaja v Ljubljani. Leko je zaštekalo. Drugače je promet umirjen, je pa veliko del na cesti in zdaj je zaradi preplastitve vozišča od srede 15. aprila do predvidevoma sobote 25. aprila v križišču Dunajske, Tivolske in Slovenske ceste ter trga OF poveljal drugačen prometni režim. Dela bodo potekala v dveh fazah. V prvi bo območje križišča zaprt trg OF, v drugi pa Tivolska cesta. Zaradi zapore ne bo mogoča vožnja v vseh smerih križišča, obvoz bo urejen. Je pa dejstvo, da vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Celovite informacije lahko pa dobite na njihovem spletnem portalu od prometnih informacij. Vam bom tudi kasneje še malo več glede teh zapor povedala.
Lahko pa tudi povemo, kaj se gradi v tem času v Ljubljani, ne? Ker pač so prilagojene razmere, vendar še vedno je treba graditi. In imamo gradbišča, galerija, cukrarna, vila Zlatica, Žale in zavetišče Gmajnice. V teh dneh obratujejo v zmanjšanem obsegu. Pogodbeni rok pri gradbiščih, ki delujejo v omejenem obsegu, se bodo zaradi nastalih razmer predvidevamo podaljšali. Poteka tudi gradnja stanovanjske soseske Brdo. Tako da... Se dogaja v Ljubljani? Ja, veliko se dogaja. Tudi odvijajo se različna dela in na Trubarjevi ulici, na Letališki cesti, na Hruševski. Da morajo biti. Ja. Hvala, Tina, se vidimo kaj kmalu. Ja, zelo kmalu. Zelo Sigurno. kmalu. Lep pozdrav v studio. Zdrav. Ja, v bistvu še dobro, da so ljudje doma, ne? Ker če se zdaj tako gradi, pa je toliko zapor, je manj prometa in potem ni gneč vseeno. Drugače bi se... Kakšni živci bi bili šele, če bi bil zdaj promet kar takole, ne? Ja. Bi znale biti kar komplikacije, ne? Ljudje smo še posebej v takih časih nestrpni, ne? In kot je že prej rekla najina sovoditeljica Tina, treba je obdržati trezno glavo, hladne živce in se seveda odgovorno obnašati po načelih in navodilih Inštituta za javno zdravje. Zdaj pa slišiva, da se lahko že priklopiva na Skype. Na Skype? Ja, imela bova Skype pogovor in sicer, slika je že. Dober dan! Dober dan. Dober dan. Pozdravljeni! Z nami je Doris Kukovičič. Kako ste kaj? V bistvu lušno. Vidim, da ste tudi zelo lepo oblečeni. Predvidevam, da to torej ni pižama. Danes je namreč svetovni dan nošenja pižame v službo. Sploh nisem vedela. Evo. Predstavljate, da pridem v energetiko v pižami. S čelado na glavi. Ja, zakaj pa ne? Nekaj drugačnega, mogoče enkrat. Mogoče jutri. Mogoče jutri, ja, tako smo rekli že z Moniko, ki tudi ni danes oblečena. Jaz namreč imam pižamo, no. Lepo. Povejte, kako je kaj v javnem holdingu v teh časih? Kako se kaj soočate z nastalo situacijo? A veste, da sem pomislila na to, saj sicer že klišeja, ne? Mali princ, bistvo je v čemer nevidno, ampak ravno naša podjetja počnejo vse te stvari, ki so v čem navidezno navidne, ne? Skratka, vse poteka kot mora, vsaj v nekaterih podjetjih, recimo v energetiki Ljubljani vse. Jaz se sicer opravičujem, samo sebe skozi slišim. A vi me v redu slišite? Ja, povezava tukaj je v redu. Ok, potem bom pa samo sebe še zraven poslušala. Skratka... Imate lep glas, tako da... A še kaj zapojem? Ja, tudi svetovni dan glasuje, tako da z veseljem. Ne, veste kako, čez noč smo se mogli prilagoditi izrednim razmeram. Zdaj, če smem začeti pri energetiki Ljubljana, ne? Energetika Ljubljana je kritična infrastruktura. Mi moramo zagotavljati oskrbo z toploto, s toplo sanitarno vodo, s tehnološko paro, ki je mimogrede izjemno pomembna za klinični center, se z njo sterilizirajo vse medicinske pripomočke in instrumente. Seveda potem moramo zagotavljati oskrbo s plinom, oskrbo z elektriko in vse to na srečo poteka neovirano, 24 ur na dan. No, odlično. Veste kaj? Vi imate toliko zanimivih informacij na voljo, da mislim, da se moramo z vami kar malce dlje pogovarjati in vas bomo ponovno z vami na vezi po oglasih, ker zdaj moramo iti na oglase. Tako da bomo slišali še marsikaj. Hvala vam. Naše gledalce pa seveda vabiva, da ostanejo z nami po oglasih in se gledamo. Se gledamo.
Lepo pozdravljeni, dragi gledalci, drage gledalke, nazaj v studio Figovec, iz kjer Sončnem se studiu. javljava tako Maša in Dominik. Na liniji imava še vedno, upam, Doris Kukovičič iz javnega holdinga Ljubljana. Doris, se slišimo? Se slišimo, ja? Odlično. Torej, prej smo omenili, da vseeno poteka oskrba nemoteno. Jaz moram priznati, drugače živim v študentskem domu oziroma dijaškem domu Vič in danes so vaši zaposleni prav pridno nameščali nov transformator. Ampak v primeru, da bi pa imeli ljudje kakšne težave oziroma potrebovali kakšno pomoč, kam se lahko obrnejo? Je kakšna številka na voljo? Tako je. Sicer jaz konkretno prihajam iz Energetike Ljubljana, ki je eno od podjetij v javnem holdingu Ljubljana, in konkretno pri nas vseh storitev ta trenutek ne moremo izvajati. Torej, nemoteno poteka oskrba z energijo. Če bi se na primer pa nekdo želel priklopiti nov štedilnik, to ta trenutek ni najbolj izvedljivo, ker je treba seveda držati socialno distanco in tako naprej. Ampak Prioritete so prioritete. Ja. tako, ne glede na to pa naše dežurne službe delujejo vse dneve in vse ure v dnevu, tako da na naših spletnih straneh, da jih ne bi zdaj naštevali, si lahko vsi prebivalci in vsi naši uporabniki preberejo številke in podrobnejše informacije, torej bodisi, da se oskrbujejo s plinom, imajo dostopno številko, bodisi, da se oskrbujejo s toploto, imajo dostopno številko, kamor nas lahko pokličajo in mi jim bomo pomagali. Super. Odlično. Kaj pa glede še ene stvari, ki jo vedno potrebujemo vsi ljudje, in to je pač odvoz odpadkov. Redni odvoz odpadkov sicer ustaluje po ustaljenem urniku deluje, sprva je bil pa ustavljen ta sprejem kosovnih odpadkov, od prejšnjega tedna pa spet dela sprejemni center Barje. Kakšno je aktualno stanje glede odvoza odpadkov? No, zdaj ste se lepo dotaknili že drugega javnega podjetja, ki je lepo povezan v skupino holding, to je Voka Snaga. Tako je, odpadki, zbirni centri so začeli delovati z izjemo centra na Povšetovi. Omenili ste Barje, imajo normalen delovnik oziroma delovnik je od 14. do 20. ure, seveda pa so sprejeti določeni preventivni ukrepi. Tudi to lahko prebivalci spremljajo na spletnih straneh Voke Snage, pa treba poudariti, da tisto osnovno, da ne bo možno z ne vem koliko avtomobili vstopati, je pač nek vozni red temu sprejet, uporaba rokavic, uporaba mask in tako naprej. Skratka, je treba preventivne ukrepe uporabljati in jih dosledno upoštevati. Sicer pa vso delo Voke Snaga poteka, kolikor se da, ustaljeno in normalno, in tle je treba poudariti ponovno, oziroma pohvaliti meščanke in meščane Ljubljane, ker zgledno skrbijo za svoje odpadke. Saj veste, ob epidemiji, ko se soočamo z okuženimi odpadki, kot so rokavice in maske, te se treba dosledno odvreči v komunalne, se pravi črne zabojnike, mogoče po nekaj časih pri sebi zadržati v zaprti vrečki. Skratka, kar nekaj dodatnih navodil je pametno upoštevati. Več dela in za nas, uporabnike, in za tiste, ki delajo. Ja. Absolutno, in Bog ne daj, oprostite temu izrazu, ampak da se karkoli vmeče v školjko, saj veste, to se zgodi. Žalostno je sicer, da tukaj pa tam kakšna maska leži na cesti, res je tudi, da vrane naredijo svoje iz kakšnih smeti, tudi to je treba priznati, ampak zadnjič sem tudi lepo zasledila, da sprehajalci opozorijo Voko Snago, da se recimo na PST-ju znajdejo odpadki in potem njihovi sodelavci to lepo odstranijo. Tako da res je treba naše sosede in prebivalce Ljubljane pohvaliti. Aktivni občani torej so naši Ljubljančani. Tako. Ljubljančane pa zanima, zdaj pred par dnevi smo zasledili, da je bila neka motna voda v Bežigradu, pa celo neka čistilna akcija se izvajala. Zdaj v teh časih, pandemičnih časih, ko so ljudje tudi mogoče malce bolj panični kot ponavadi, ali so Ljubljančani lahko mirni, da pijejo zares čisto kakovostno vodo? Da. Treba je povedati, da ni zaslediti nikjer nobene informacije po svetu, da bi kakršnakoli oblika koronavirusa tudi sicer zašla v pitno vodo. Torej, mi smo lahko nasplošno veseli že sami po sebi, da imamo zelo čisto vodo, pitno vodo, in tudi v tem času epidemije ni skrbi, da bi bila voda okužena.
Odlično. Super, To super. je res dobro vedeti. Pite pipo, vodo iz pipe, a ne? Pa voda je še zdrava. Tako, v bistvu, ja, ne? ja. Pitna Absolutno. voda, zdrava voda, da se revitalizira telo. Tako. Je pa del javnega holdinga tudi LPP, ne? Tako. In mi smo lahko veliko prebrali o tem, mislim, o res lepi novici, kako so se organizirali vozniki LPP in začeli dostavljati hrano starostnikom iz socialno šibkih družin. Koliko takšnih dostav izvedejo in kako to poteka? Če mi dovolite uvodoma še to za javno podjetje Ljubljanski potniški promet, lahko rečemo za razliko od energetike in Voka Snage, je bil ta sprejem izrednih ukrepov velik šok. Ja. Čez noč so praktično obtičali v garažni hiši. Je bil šok Ampak tudi za nas, ki uporabljamo javni prevoz, pa nimamo avtomobila, moram reči. Drži, ampak glejte, vozniki LPP-ja so se tudi praktično čez noč organizirali in danes jih je skoraj 200 ali več kot 200, ki dnevno, mislim, da celo več kot 500 obrokov razvozijo. Torej so res kavaliri v pravem pomenu besede, ki so se v hudih časih znašli na pravem mestu in res njim ves poklon, ker to, kar počnejo, ni samo solidarno, to je res pohvale vredno in zelo srčno. Ja, kar lepo je slišati take novice. Ja. Smo vsi ponosni, res. Ker sva se pa dotaknila LPP-ja, naju verjetno kot študenta oziroma tudi Zase govori za študenta. uporabnika mesečnih vozovnic. Glede tega pa ste tudi verjetno sprejeli kakšne sklepe, ukrepe, kako se bo zdaj tale mesec, dva izpada obračunal naprej oziroma kaj? Da, na kratko, po mojih informacijah, kolikor jih imam, se bo pač za čas epidemije podaljšala na primer letna vozovnica, torej če govorimo o trajanju 2 mesecev, 3 mesecev, za toliko časa se bo podaljšala veljavnost. In enako velja za mesečne karte, če se ne motim, mislim, da sredi marca 16. so se avtobusi ustavili, torej za tisto polovico mesečne karte naj bi se potem veljavnost podaljšala, ko bo promet stekel. Vsekakor pa predlagam, da se za podrobnejše informacije, ko do njih pride uporabniki, spet obrnejo potem na spletne strani ali pa na kontaktne točke LPP-ja. Ampak zaenkrat je tako. Super. Mislim, da promet smo obdelali, ne? Promet smo obdelali. Je pa zelo pomembna tudi hrana, ne? In oskrba z lokalno prehrano. Tako. In pod javni holding Ljubljana spada tudi javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice. Pa nas zanima, kako je z delovanjem ljubljanskih tržnic v tem času. Ja, ljubljanske tržnice delujejo. To je pomembno. Imajo pa prilagojen delovni čas in sicer delujejo od 6. ure zjutraj, če se ne motim, do 2. popoldne. Pokrita tržnica pa ima še dodatne preventivne ukrepe, kar se socialne distance tiče. Je pa po tistih prvih ukrepih, ko je bila na voljo samo prehrana, sedaj oskrba oziroma ponudba razširjena tudi na sadike, kar glede na čas, ki ga imamo zunaj, in na to, da smo doma, tudi zelo prijetna informacija, da lahko ljudje še kaj počnejo. Ne? Seveda je vrtičkarstvo, meni se jezik čisto zapleta. Vrtičkarstvo je dejavnost, ki v bistvu tudi krepi imunski sistem, ne? Sprošča stres. Absolutno. Vse skupaj. Odlično, tako da jaz sem vesela, da tudi tržnice obratujejo in nam lahko ponujajo in zdravo hrano in zdrave sadike, iz katerih potem sami lahko predelajo zdravo hrano. Tako. Še eno zadevo smo opazili in sicer javni holding Ljubljana naj bi svojim uporabnikom tudi prišel naproti glede plačevanja položnic. Kako je pa s tem? V bistvu, tle gre za to, da pač epidemija je epidemija, ne, in marsikoga je pahnila v veliko manjšo ali zelo veliko stisko. Za čas trajanja epidemije je na nivoju vodstva javnega holdinga Ljubljana bila sprejeta odločitev, da se računi ne bodo opominjali. To pomeni, da če nekdo ne bo zmožen plačati računa za tekoči mesec, mu še ne bomo poslali opomina, dokler traja epidemija. Torej ni bojazni, odklopov, česarkoli, kot se sicer ljudje recimo bojijo. Super. Super. Prej smo pa pozabili, govorili smo o pitni vodi, ki je pač dobava pitne vode na srečo ni ogrožena. Me pa zanima, kako je pa z odpadno vodo, ne? Ker zdaj, ko smo veliko doma,
imamo veliko smeti in odpadne vode. Na kaj moramo biti v teh dneh še posebej pozorni glede odpadne vode? Na splošno je treba paziti tako kot doslej na vse stvari. Se pravi, posebej ločevati vse odpadke, kot smo jih do zdaj, paziti, kaj mečemo v kanalizacijo, bog ne da kakšne hrane, če se da zbirati v posebnih zabojnikih, kot so olje in vse ostalo. Ampak dejansko bi svetovala v tem primeru, ker gre res že za podrobnosti, da se ljudje obrnejo na spletne strani Voke Snage, kjer imajo natančna navodila zapisana. A veste, da ne sklepamo zdaj z enega stavka ali dveh. Torej, pravi, vse je možno najti na spletu. Možno ali da pokličejo v podjetje samo, da jim svetujejo. Včasih so, recimo, ne vem, nekaj časa zdaj tudi veljalo, sicer ne gre za odpadno vodo, da se vejevje, ki ga obrezujejo, zbira na dvorišču. Zdaj ga že lahko odpeljejo. Skratka, ta epidemija je taka živa stvar, ukrepi se rahljajo, nekje se pa ostrijo, je zelo. Ni greh vprašati, a veste, tako vprašati, poklicati, preveriti, da se ne bi potem slučajno kjerkoli zalomila. Biti aktiven občan tudi v tem smislu, da se tudi sami malo pozanimamo, kaj ja, kaj ne, kako, kdaj. Ja, ker se spreminjajo ukrepi ves čas. Tako, in spet napovedujejo rahljanje in se veste, prej ste omenili zbirne centre, še 2 dni nazaj so bili zaprti, zdaj so odprti. Tako. Kar je zagotovo dobra novica za vse, ki se jim nabirajo. Ki so zdaj najbrž veliko pospravljali doma. Povejte čistko, da še malo se tega dotaknemo. Vas osebno, kaj je tisto, kar je v tem času mogoče se pri vas najbolj spremenilo? Kaj vi mogoče pogrešate, s čim ste zadovoljni kot privat oseba, recimo temu? Če se smem pošaliti, pa malo tudi resno mislim, ko bo vsega tega konc, bom jaz rabila dopust sama od sebe. Ker sem praktično skozi v službi, sprememb je veliko, me pa preseneča po eni strani, kako smo ljudje zanimiva bitja, da po tistem prvem šoku se na, ne vem, razkožila, rokavice, maske navadimo in jih sprejmemo kot del vsakdana. Jaz se počutim včasih kot kirurg, ko pridem v službo, ker vse diši po razkožilu, pa vem, da nisem. Druga stvar, ki jo pa opažam, je pa ta, da po tistem prvem tednu, ko smo se vsi hecali po socialnih omrežjih, v kateri konec stanovanja bom šel na dopust, je sledil teden, ko smo začeli vsi postajati zdravniki, vsi smo bliže politiki, vsi bi znali sprejemati boljše ukrepe, vsi bi bili boljši na vseh področjih kot vsi ostali, ki so nam ukrepe postavljali. Skratka, začeli smo roko na srce moralizirati in s prstom kazati na druge. Zdaj pa mislim, da prihaja pa tisto obdobje, ko se bomo začeli ukvarjati sami sabo. Sami s sabo pogovarjati, ker to, kar sta vidva že prej lepo povedala, ta čas upam, da nas bo vse nekaj naučil in predvsem tega, da moramo sami sebe in svojo energijo, spet smo pri energiji, pripeljati do tega, da je to največ, kar imamo. Največ, kar imamo, so naši najbližji, naše družine, naša energija. In določenih stvari enostavno ne moremo preprečiti. To se nam je zgodilo, to imamo in s tem zdaj moramo znati živeti. In jaz sem, če zaključim, izjemno ponosna, da živim v takem mestu. Vsak dan se sprehajam po Rožniku, kjerkoli lahko se gibam in enostavno sem vesela, ker mesto diha. Mesto je čisto mesto, ljudje so čedalje bolj spokojni. In to me veseli in upam, da bomo obdržali to solidarnost, to pozornost drug do drugega in pa tisti, ki jo nimajo, da jo bojo mogoče se naučili od naših kavalirjev z LPP-ja. Ja, hvala lepa, to ste pa tako lepo povzeli, da mislim, da nimamo več kaj dodati. Najlepša hvala. V bistvu bila ste najna premierna gostja. Ja, čestitke. V premierni oddaji. Tako da lepo se imejte še naprej. Enako. Morda se še slišimo. Hvala lepa, vse dobro. Hvala vam, nasvidenje. Nasvidenje. Dobro je to povedala. Ker res je, v bistvu, če kažemo s prstom na druge, jih 3 kažejo nazaj k nam. Se pravi, pri sebi je potrebno začeti, ne pa da smo vsi generali, ne pa kaj bi kdo lahko naredil. Ni tako preprosto. Tudi vsi strokovnjaki in vsi politiki in vsi na funkcijah se prvič soočajo s takšno situacijo in tudi oni
morda ne vejo čisto najbolje, kako postopati, pa moramo biti tudi z njimi potrpežljivi, tako kot moramo biti potrpežljivi z lastnimi družinskimi člani in na vse zadnje sami sabo, pa s svojimi sovoditelji. A sem jaz v redu, a je težko biti moj sovoditelj? Če pridem do besede. No, ravno o tem. No, zdaj pa Dominik, ti povej, kaj bo sledilo. Drugače pa ja, kot si prej omenila, ker je resnično potrebno, da začnemo delati najprej pri sebi, postoriti in razčistiti zadeve sam sabo. Bomo o tem nekaj spregovorili tudi po oglasih, tako da ostanite z nami in se gledamo. Se gledamo. Lepo pozdravljeni nazaj v studio Figovec. Studio Figovec, jaz sem še bolj na komod, kot sem bila prej. Tako. Počasi, a vztrajno se sproščam v vaši družbi in Dominikovi družbi in v tem studiu, pri tem Figovcu, ob tem čudovitem vremenu. Dominik, kako se ti počutiš?
Ja, moram priznati, da zdaj mi postaja vse bolj toplo, kot si prej sama napovedala, da se bo to zgodilo. Ampak pismo, veš kaj, da ne vem, ali je to zaradi teh reflektorjev, ali je to zaradi takega lepega vremena, ampak jaz bi še enkrat preveril, no, kaj je s tem vremenom. Ne? Jaz tudi mislim, da bo Monika razjasnila situacijo. Monika, si z nami? Zdravo še enkrat. Zdravo. Zdravo, ja vidim, da se pri Figovcu ni vreme kaj dosti spremenilo, še vedno je sončno. Tako je, ja. No, pa dajmo za začetek pogledati, kakšno vreme nas čaka danes in jutri. Dajmo. Se pravi, danes bomo imeli sonce z nekaj oblačnosti, popoldne pa zna zapihati tudi jugozahodni veter, temperature se bodo gibale okoli 22 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, prav tako kot danes bo zapihal jugozahodnik. Jutranje temperature bodo tam nekje okoli 4 stopinje, najvišje dnevne pa bodo dosegle tudi 23 stopinj. Kot vidimo ali občutimo, smo se z današnjim dnem poslovili od temperatur pod lediščem. Zdaj pa, da vidimo še kakšno vreme nas čaka za vikend. Prosim. V soboto bo jasno z nekaj oblaki na nebu, nedelja pa bo dopoldne še sončna, popoldne pa bodo iz severa začele prihajati plohe in nevihte. To je bilo to za enkrat. Hvala za hitre in izčrpne informacije, Monika. Se slišimo še kasneje. Prav, adijo. Slišimo, Adijo. vidimo. Veš kaj, zdaj bo tako vroče vreme, Ja. ne? Prav poletno že, pa to sonce, kaj pa če koga, ne vem, vročinska kap? Vročinska kap. Ali Ja. pa če ima kdo rabi kakršnokoli pomoč? Ne? Ja, v bistvu tudi za te primere, ko rabijo ljudje neko pomoč na hitro, obstaja recimo 24-urna številka Zdravstvenega doma Ljubljana in sicer pokličete številko 031 619 225 255. 255, se opravičujem, 255. Za informacije o pravilnem preventivnem ukrepanju v času epidemije koronavirusa, ur na dan. Tako da, če vas prime kakšna slabost ali vas kaj zagrabi čudno, pokličite. Vemo, ne smemo hoditi v bolnišnice, zdravstvene domove, v teh časih obstajajo posebni ukrepi oziroma načini, kako se s tem ukvarjamo in kako pristopamo. Potem obstaja pa tudi nujna oskrba z živilskimi izdelki. Ne? Ja, ta je namenjena tistim najbolj ranljivim skupinam, kot so starejši ali pa gibalno ovirani, pač tistim, ki ne morejo ali ne smejo zapustiti stanovanja, ter si ne morejo niti pomagati s pomočjo sorodnikov, prijateljev in znancev. Za te lahko poskrbi Rdeči križ Slovenije, območno združenje Ljubljana, in jim omogoča nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki, tako da se lahko preskrbijo s hrano, pijačo, medicinskimi potrebščinami in vsem podobnim. Pokličite jih, če jih potrebujete, na številko 040 788 698 vsak dan od 8 do 16 ure. Ponavljam številko 040 788 698. Tako. Če bi se pa slučajno zgodilo, da so te časi, kot vemo, utesnjujoči, lahko je zelo prisiljeni utesnjujoče. smo biti noter, veliko časa preživeti v notranjih prostorih z našimi najbližjimi, s katerimi se mogoče razumemo zelo dobro, ampak ozračje je preprosto preveč naelektreno, pogostokrat v takšnih momentih, in tako za recimo psihosocialno pomoč vemo, Kar nekaj opcij v bistvu. je v bistvu kar nekaj opcij. Psihosocialno pomoč nudijo v Zdravstvenem domu Ljubljana, in sicer strokovnjake Zdravstvenega doma Ljubljana lahko vsak delovnik med 7 uro zjutraj in 20. pokličete na telefonsko številko 051 684 253 oziroma lahko pišete na elektronski naslov psiholoska.covid19@zd-lj.si.
To si zelo lepo povedal. Ja, Zelo lepo in natančno. ja, ker ne vem, katere vse informacije se bojo izpisale na pasici. Sej prav, pa mogoče kdo slabše vidi, ne? Tako. Pa more videti. Tako. Drugače, prej, ko smo omenjali Rdeči križ, ne samo, da vam lahko dostavijo hrano ali potrebščine na dom, če to potrebujete, tudi pri njih lahko dobite psihosocialno podporo. Prostovoljci terapevti iz Slovenske krovne zveze za psihoterapijo nudijo pomoč vsak dan od 16. do 20. ure, pokličete pa jih lahko na 01 600 9326. Z istim prostovoljcem ali prostovoljko se lahko tudi dogovorite za ponovni klic, če želite, ne? Ko se že z nekom spoznate, je to potem lažje. Je v bistvu ogromno nekih društev, društvo Ozara tudi. Tako, ja. V bistvu več informacij, Ja. da ne bova zdaj ne bova zdaj predolga, vse, pa ja. suhoparna, si lahko najdete na spletni strani ljubljana.si pod razdelkom Aktualno, pod razdelkom Vsak kdaj potrebuje pomoč, kar je tudi res. Tudi res, ja. In zdaj bova midva potrebovala eno pomoč Pri aktualnih novicah. pri aktualnih novicah, Ker ne veva, oziroma kaj še se prej. dogaja. Prometa za nama, kot vidiva, ravno ni dosti. Tako da ja, bomo si pogledali aktualne novice in promet, ne? Aktualne novice in Ker promet. to Tina ve. Ne? Tina ve, bi lahko bil hashtag Tina Tina ve. Živijo Lepo Tina. Pozdravljena, Zdravo, ponovno. Tina. Opala. Ja, Tina ve, tako je, saj za aktualne novice. In kot vemo, aktualen je koronavirus, ne? Zato si lahko mogoče za začetek pogledamo neke te prve informacije, ki smo jih dobili, oziroma tako. No. 4. marca so v Sloveniji odkrili prvi primer okužbe s koronavirusom in 12. marca so razglasili epidemijo. Skupno število do 15. aprila je naraslo na 1269, do sedaj je bilo potrjenih 61 smrtnih primerov. Od 20. marca dalje pa je Slovenija uvedla prepoved zbiranja in gibanja na javnih mestih, ki pa sicer dovoljuje neke izjeme. Ne? Že recimo mi smo izjema, ker lahko prihajamo v službo, vsi ostali, ki delajo v zdravstvu, so pač lahko v službah in prihajajo. Kar malce privilegirani, lahko rečem, da smo mi, Ja. ki delamo. Ne? Na nek način res, ja, ker lahko Ja. gremo ven in lahko... Ja. Tako je. Drugače pa aktualna novica je, da je kitajski Šanghaj Ljubljani podaril zaščitne maske. Tako da so od mesta, mislim, iz Šankaja so dobili v MOL v torek 14. aprila 2020 18.000 mask, Wow. tipa FFP2 in 3.000 kirurških mask tipa 2. Torej, te zaščitne maske bodo namenili zavodom z področja zdravstva in sociale, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami okuženimi s koronavirusom ali pa kažejo znake okužb. Tako da maske bodo prejeli tudi drugi sodelavci v mestnih službah, ki so pri svojem delu seveda izpostavljeni javnosti, ter nevladne organizacije, ki nudijo socialno pomoč. Tako da se iskreno zahvaljujejo mestu Šanghaj, ker jim je lahko podaril te maske. Dodajo pa tudi, da po njihovih četrtnih skupnostih prostovoljci šivajo zaščitne maske, za katere so jim pa na MOL-u priskrbeli material. Tako da do sedaj so že sešili 12.000 mask in šivanje poteka tudi v številnih drugih ustanovah. Tako da je, mislim, Slovenija je skupaj, ne? Skupaj zmoremo. Super. Ja. In s pomočjo Kitajske. Tako. Odlično, pomagamo si in med sabo v občini, in med sabo v Sloveniji, in med sabo po svetu. Ja. Zdaj pa mi povej še prosim, oziroma nam povej vsem, kako je trenutno s prometom na hitro. Če želimo kam iti, kaj? Ja. Ja, mislim, odprej, kar se tiče prometa, se ni tako zelo spremenilo, še vedno ni nobenih večjih zastojev, je pa res, da je ogromno del. A ne? In od srede 15. aprila do, predvidevamo, soboto je 25. aprila, bodo v križišču Dunajske, Tivolske in Slovenske ceste ter trga OF veljal spremenjen prometni režim. Dela bodo potekala v dveh fazah. V prvi bo v območju križišča zaprt trg OF, v drugi pa Tivolska cesta. Se pa tudi še drugje gradi in
recimo gradbišče, galerija Cukrarna, Vila Zlatica, Žale in zavetišče Gmajnice. V teh dneh obratujejo v zmanjšanem obsegu, pogodbeni roki pri gradbiščih, ki delujejo v omenjenem obsegu, se bodo zaradi nastalih razmer predvidevoma podaljšali. Poteka tudi gradnja stanovanjske soseske Brdo. Tako da veliko je popolnih zapor ali pa delnih zapor, recimo na Trubarjevi ulici, Letališki cesti, Hruševski cesti, Parmovi ulici, na Navju, ulica Talcev, Dolenjski železnici. Tako da to pa poteka v dela v okviru projekta Čisto.zate. Tako da veliko se dogaja, no? Ampak ni pa večjih zastojev, tako da lahko brez problema. No, to je tisto najpomembnejše za gledalke in gledalce, če Ja. se želijo kam odpraviti. To je še tako. Iz stanovanja v trgovino. Ja, lej, tudi to je, tudi tako greš lahko z avtom, ne? Tako. Ja, res. Ja, hvala, Tina, Tina. hvala. Malenkost. Se vidimo in Se še kaj slišimo vidimo. še kasneje. Tako. Zdaj pa imamo po telefonu že prav posebno gostjo iz prav je. posebne inštitucije, Tako. iz Kinodvora. Kako pol? In jaz moram povedati, da sem s sabo prinesla, preden pozdravim gostjo, sem prinesla bon. Jaz imam bon za Kinodvor, ki ga zdaj ne morem uporabiti, ker je vse zaprto. Ne? Ja. In se bom o tem pogovorila zdaj z Metko Dariš, Aha, ki pa je direktorica Kinodvora, ki jo imamo baje že na vezi. aha, ja že imamo? Je na liniji? Dober dan. To je. No, dajmo pol to malo počakati. Mogoče pa ne, mogoče se je postrašila, ko sem pokazala tale bon, si je mislila, joj, kaj pa ji naj rečem. Halo? Mislim, da se bomo z gostjo pogovorili malce kasneje. Ja, imamo Naj ta nekaj čas tehničnih premisli, ja, naj težav. ta čas premisli o mojem bonu. Tako. Vi pa boste tudi imeli malo časa za kontemplacijo, na vrsti so namreč oglasi. Se gledamo. Se gledamo. Prej sem se pogovarjala za to pogodbo z Matejem. In? Več mar sem jo tako vprašala glede plačila, pa če se misli to kaj spreminjati, pa tudi 60-dnevni, a ja, 60 Ja. evrov plačila. Ja. Ja, te sem jaz probleka zdaj. Ja, dej se. Ja, ta je malo slaba. Ja, Ta je ful slaba. Ampak kao pač nimajo denarja. ja.
Dober dan, lepo pozdravljeni nazaj v Studio Figovec, tukaj na trgu Ajdovščina, zraven Argentinskega parka v centru Ljubljane. Z vami sva Maša in Dominik. Ja, malce tehničnih težav smo imeli prej, ampak Čujega, se zgodi. tako je, le prvi dan službe, vse napake upam, da bodo oproščene z vaše strani gledalcev. Tako da tudi Rado se moj- kaj zalomi, Ja, ne? Seveda. Ja. Tudi moj kinodvor Bon bo še malo počakal na razlago, kajti zdaj se bomo preselili k neki drugi gosti in sicer k gospe Mojci Hucman iz Žal d.o.o. Aha. Ja, Jure je na Žalah, tako da on nam bo lahko na terenu povedal, kako stvari potekajo in tudi povprašal tam okoli pri Plečnikovi cvetličarni. Jaz pa, oziroma midva se bova pa zdaj pogovorila z gospo Mojco Hucman, kaj ona ve povedati. Aha, smo že na liniji Smo že mogoče? Na liniji, gospa? Ja, Gospa lepo zdrav, Mojca smo na Hucman, liniji. Lep pozdrav. Lep Kako ste pozdrav. kaj? Sončno je, super smo. Odlično, ja. Danes morava izpostaviti, je svetovni dan prihajanja na delo v pižami. A ste mogoče kako obeležili? Žal ne, nismo pravočasno vedeli za ta svetovni dan. Tako da upam, da bo druga leto pravočasna informacija. Mi pa sem pa že mislila, da se zato javljate prek telefona, ne prek Skypa, ker nočete, da vas vidimo v pižami. No, povejte nam malo o tem, ker je Plečnikova cvetličarna je ravno spet odprla vrata, pa je tudi del, mislim, je tam na Žalah, pa nas zanima, kako bi jo vi predstavili, kaj ponuja kupcem, predvsem v teh časih. Ja, tako je. Prejšnji teden so vse tri poslovalnice Plečnikove cvetličarne ponovno odprle svoje vrata. Navajeni smo, da Plečnikova cvetličarna obratuje vse dni v tednu, vse dni v letu, vendar smo glede na stanje in situacijo morali prilagoditi delovni čas cvetličarne, tako da zdaj deluje po nekoliko drugačnem urniku, na voljo je pa tudi spletna trgovina, ki je ves čas dostopna. Aha. Zdaj, znano nam je, da cvetličarna z cvetjem in aranžmaji opremi kar nekaj pomembnih dogodkov, koncertov, na kar verjamemo, da ste zelo ponosni. A nam lahko zaupate, za katere dogodke recimo gre, kaj je tacga za izpostaviti? Kateri dogodki so to bili? Ja, to moram reči, da nam je zelo veliko veselje to delo opravljati, tako da smo v zadnjem letu opremili veliko dogodkov, med drugim tudi slavnostno sejo mestnega sveta, koncert Carrerasa, nekatere dogodke Radio Aktual, tudi gospodarsko razstavišče smo nekaj opremljali, skrbimo za nasad v mestni hiši, tudi na Ljubljanski borzi, tako da spekter je širok in to nam, kot sem rekla, to nam je res veselje upravljati. Odlično, res od kulturnih dogodkov do poslovnih dogodkov, do vsega. Je pa zdaj tudi, zelo zanimivi časi so, no? In v teh časih je tudi slovo od bližnjih, kajti ljudje še vedno umirajo, to se ni spremenilo, poteka drugače. Pa me zanima, kako žalujoči ljudje, ki so še posebej občutljivi, reagirajo na to realnost, kako jim pomagate, da se od svojcev vseeno lahko dostojno poslovijo? Zdaj samo podjetje Žale nič ne prepoveduje oziroma ni sprejelo nobenih posebnih ukrepov. Vse, kar je ukrepov, izhaja iz, se pravi, državnih predpisov in odlokov. Tako da mi zgolj priporočamo obiskovalcem pogreba, da se udeležijo pogreba, se pravi, v ožjem družinskem krogu, da na pogreb pridejo zgolj tisti najožji družinski člani. Kako se pa potem posamezniki odločajo, da se bodo poslovili in prišli na pogreb, je popolnoma njihova odločitev. Mi smo seveda ponudili na voljo tudi naše storitve, dostavimo cvetje, sveče v vežice. Izpostavili smo tudi nek poseben produkt, ki ga imenujemo Beli plamen. No, več o tem, ja. Ta produkt ima tudi dobrodelno noto, se pravi, gre za darilni bon z željno vizitko, v katerega lahko se napiše neko sporočilo žalujočim svojcem in 1 evro do vsakega prodanega tega paketa gre v dobrodelne namene za paliativno oskrbo. Aha, zanimivo, To ste zelo dobro lepa pogruntali, gesta. res lepa gesta. Drugače pa vemo, Žale so ena izmed najpomembnejših stvaritev arhitekta Jožeta Plečnika. Ki jih je imel veliko. Tako, Plečnikova Ljubljana. Ja, seveda.
Pa verjetno vi tudi skrbite za ohranjanje njegove dediščine. Kako izgleda oziroma tudi kako se v prihodnje mogoče napovedujejo kakšne obnove, je kaj planirano? Nove žale. Ja, mi smo Plečnikove žale že v lanskem letu obnovili polovico, se pravi, mrliških vežic. V prihodnjih letih je planirana nadaljnja obnova še preostalih vežic. Vse se obnavlja skladno s smernicami pristojnih inštitucij. Seveda pa te žale tudi radi pokažemo obiskovalcem. Moram reči, da beležimo vedno več tujih obiskovalcev, tudi raznih arhitektov in mogoče druge strokovne javnosti. Našim občanom pa predvsem v sodelovanju s Turizmom Ljubljana ponujamo enkrat mesečne vodenja. Brezplačno vodenja pa že več kot desetletje organiziramo zadnji teden v maju v okviru Združenja evropsko pomembnih pokopališč. Žal je tokrat nemogoče napovedati, kaj bo letos, ampak upamo spet na najboljše. Ja, žale so očitno res veliko več kot samo pokopališče. In hvala vam, ker ohranjate to kulturno dediščino. Ja, z veseljem. Pa če smem še eno tako malo bolj osebno vprašanje, kako ste vi kaj v teh izrednih časih, ko tudi je naše gibanje omejeno, ko imamo drugačne smernice in vse, kako se držite? Jaz moram reči, da smo tako ali drugače zaposleni z našim dejavnostjo in z našimi službami, poleg tega vsak svojo družino z otroci šolanjem od doma, tako da kakšnega bistvenega vpliva na to niti ne zaznavam. Jaz osebno. Še več pritiskov, tudi kot govorim s sodelavci. Kako? Še več pritiskov, kvečemo, ja. Še več Ja, vsega. Ja. kmalu bomo res izurjeni mojstri logistike, če ne drugega. Ja, odlično, ne? Ljudje smo res zelo prilagodljiva bitja in hvala, da se tudi vi uspete tako hitro prilagajati in uspešno prilagajanje vam želim še naprej. Hvala lepa. Najlepša hvala za tale telefonski pogovor. Midva se bova poslovila od vas, Tako, lepo ja. se imejte. Enako srečno. Nasvidenje. Ampak od žal se pa še ne bova poslovila. v resnici. Od žal se še ne bova poslovila. Tam smo mi kar malo pozabili že, da imamo našega Ja, Jureta. jaz se ves čas sprašujem, kaj je z našim Juretom. A on zdaj tam čaka kot lipov bog, da mu kaj sporočimo. Ja, prvi dan je, saj se razume. Stvari grejo, kot grejo. Ja, jaz mislim, da je Jure kar v rožcah, no. Ampak ne v tem pomenu, ki ste ga mogoče zdajle... Pa kakšna svečka zraven. Ampak ne, kajti on se bo javljal prav iz Plečnikove cvetličarne. Aha, javil se bo. Javil se bo, če jaz prav vem. Mislim, mi smo zdaj govorili o žalah in o Plečnikovi cvetličarni. Jure bo to bolj v praksi znal pokazati. Kako pa kaj, ampak ne gremo še takoj na Jureta, pa če smo že imeli zdaj žale, pa je bilo vse bolj turobno. A imaš ti kako šalo zame mogoče? Ravno, ujela si me, ravno sem razmišljal, tako je šel zdaj pogovor malo v te resne teme, da rabimo kar malo razvedritve. Poslušaj tole. Poslušam. Rokavice in maske. Ne nasedajte navodilom, ki jih dajeta vlada in krizni štab, da gremo lahko v trgovino samo z rokavicami in masko. Včeraj sem bil v trgovini, tam pa sem videl, da imajo drugi tudi hlače, majice, čevlje. No, tale človek je pa še hujši kot jaz, ki pridem v službo v pižami, ne? On gre ven kar še brez pižame, v Adamovem kostumu. Tako. Ja, jaz imam tudi eno šalo. Povej. Jo bom poskusila parafrazirati, ker je zdaj ne morem odpreti. Ampak ne bom. Tako si se zamislila zdaj, ki je ušla iz glave. Ušla mi je iz glave, tako da upam, da me bo Jure rešil. Da me bo Jure rešil iz terena. Jure, se slišimo? Ja, pozdravljena Dominik, Maša. Takole na terenu sem pred Plečnikovo cvetličarno, ki je odprla vrata že torej včeraj. In seveda trenutno ne vidimo nekih ljudi, ampak drugače imajo pa kar pestro, no, se mi zdi. Prejle sem spremljal, tudi maska je seveda obvezna. Imam pa tudi gostjo, gospo Renato Cimperman, pa bi vas prosil tule, če se mi pridružite.
Torej, z mano gospa se je v polni pridružila gospa opremi. Renata Cimperman. Kako? Ja, v polni bojni opremi. Točno tako. Seveda poskrbijo za same ukrepe, kar se mi zdi zelo primerno in zelo dobro. Res je. Pa me mogoče zdaj zanima, vi ste odprli vrata po nekem času, ne? Kakšno je zdaj stanje, kakšen je obisk, ponudba morda? Cvetličarno smo že odprli drugače 3. aprila, to je bil petek. Zdaj ponudba cvetličarne. Stranke od začetka so se težko navadile, da so neki določeni ukrepi, da je treba vstopati v cvetličarno v omejenem številu ljudi z maskami, šali ali parutami, da si morajo roke razkužiti pred samim vstopom. Zdaj pa, bolj ko se oddaljujemo od tega, bolj so stranke disciplinirane, toliko da zaenkrat zdaj težav nimamo s tem. Super, odlično. Torej, ja, stvari so se obrnile na bolje, torej, ko slišimo, stranke so tudi začele malo bolj upoštevati ukrepe. Kako pa je samo ponudbo, torej, kaj recimo lahko predlagate, kaj imate mogoče trenutno vse na razpolago za vaše stranke, ki vas obiščejo? Za naše stranke imamo načeloma na razpolago vse, kot smo imeli pred tem virusom. Strankam se vedno tudi prilagajamo, tako da vse poteka tako, kot je potekalo prej. Vsekakor se pa tudi potrudimo, če ni možno v tem času dobiti, stranki predlagano pride kasneje, ko bojo možna tudi dobava vseh ostalih rastlin. Super, odlično. Zdaj, tako, glede samega obiska, se mi zdi, da imate kar veliko dela, ne vseeno. Torej, jaz, kakor sem prej spremljal, moram reči, da stalno je nekaj ljudi tukaj okoli, pa pridejo pogledat, ne? Je pretok ljudi, je kar zjutraj mogoče malo več, kot zdajle popoldne, ne? Stranke se še vseeno mogoče niso navadile, da je cvetličarna že odprta, ne? Ker sprašuje veliko, smo odprti, nismo odprti, majčkeno so v dilemi, ne? Vsekakor je cvetličarna od ponedeljka do petka odprta od 8 do 16 ure, pa soboto imamo odprto od 8 do 12 ure, tako da je nek prilagojen čas. Tako, torej, gledalke in gledalci, kot ste slišali, Plečnikova cvetličarna je odprta po prilagojenem delovnem razporedu oziroma času. Pomembna pa je torej uporaba maske in pa razkuževanja, ki imate tukaj, so poskrbeli tudi za razkužilo pred samim vhodom v trgovino oziroma v cvetličarno. Me pa mogoče zanima, vi ste tudi zelo ponosni, ker ste sodelovali že pri nekih večjih dogodkih, recimo koncertih, pa me zanima, kakšni mogoče so to bili, kaj je tisto, kateri so tisti dogodki, s katerimi se lahko pohvalite, mogoče, da ste kot cvetličarna sodelovali? Ja, sodelujemo res na mnogo dogodkih, posod smo skoraj prisotni, se vedno znova in nova se uveljavljamo, hodimo v Stožice, v Stožicah, to je aktualno dan Žana, ki imajo, pa Jose Carreras, ki je bil, smo bili tudi mi, smo oder krasili in vse ostalo, Super. In šopke smo tudi dostavili, tako da se lahko pohvalimo tudi s tem, Odlično. Tako, ja, super. Jaz bi se potem vam zahvalil za tele izčrpne informacije, ko ste slišali tudi zelo lepi dogodki, torej za vrsto dogodkov so poskrbeli v tej cvetličarni. Gospa Renata Cimperman iz Plečnikove cvetličarne je bila z menoj. Jaz bi se vam zahvalil, gledalke in gledalci, torej cvetličarna je odprta, lahko se oglasite tukaj, pa bodo seveda ustregli vašim željam in se za vas potrudili. Mi pa sedaj iz terena gremo v oglase. Tako, hvala.
Ja, lepo pozdravljeni nazaj v studio Figovec. Zdaj sem pa tudi jaz že v pižami. Sicer tale pasica malo prekriva, ampak evo, da ne bo kdo rekel, da se ne grem zares. Zdaj sem sam, ampak se bom priključil našemu studiu in sicer me zanima še kakšna informacija o vremenu, je kaj novega, a vemo kaj več, je z nami že mogoče Monika. Monika, se slišiva? Se slišiva, zdravo Dominik. Zdravo. Hojla. Vreme se v zadnji uri ni spremenilo, zato dajmo ponoviti, kakšno vreme nas čaka v osrednji Sloveniji. Se pravi, danes bomo imeli sonce z nekaj oblačnosti, popoldne zna zapihati tudi jugozahodni veter, temperature pa se bodo gibale okoli 22 stopinj Celzija. Tudi jutri bo pretežno jasno, prav tako kot danes bo zapihal jugozahodnik. Jutranje temperature bodo tam nekje okoli 4 stopinje, najvišje dnevne pa bodo dosegle tudi 23 stopinj. V soboto bo jasno, z nekaj oblaki na nebu, nedelja pa bo dopoldne še sončna, popoldne pa bodo iz severa začele prihajati plohe in nevihte. No, to je bilo za enkrat vse, pa se še slišimo. Se slišimo. Monika, uživaj. Enako. Zdravo. Ja, takole, se pravi, dokler je sončno, jaz predlagam, drage gledalke, dragi gledalci, da še ulovite te minute, ure, dneve, ki so nam preostali pred grdim vremenom. No, pa se bo kmalu zopet sonce, po vsakem dežju posije sonce, to vemo. Zdaj pa bomo kmalu na liniji z novo gostjo, drugo premierno gostjo. Tokrat se bomo pogovarjali z direktorico Kolodvora, Kinodvora, se opravičujem. In sicer z nami je Metka Deriš. Dariš, se slišimo? Ja, se slišimo. Lep pozdrav. Zdaj vemo, da smo v teh časih epidemije, vse ustanove oziroma vse kulturne ustanove so se mogle nekako po svoje znajti s programom. Kako ste se vi pripravili oziroma kaj ste pripravili za to obdobje? Ja, kot veste, smo mi zaprti, kar pomeni, da naše platno sameva, sedeži so prazni, tako da se trudimo stik z našim rednim občinstvom vzdrževati preko družabnih omrežij, tako kot večina drugih kulturnih institucij. Mogoče s to razliko, da ne želimo zasipavati svoje siceršnje obiskovalce z preveliko količino vsebin, med katerimi morajo sami zbirati, ne? Ampak mi delamo izbore, to se pravi, da jim priporočamo samo eno filmsko vsebino na dan in tista je izbrana in skrbimo, da gre za raznolike žanre, raznolike vsebine. Majčkeno pazimo tudi na povezavo z našim siceršnjim programom, to se pravi, gre za filme režiserjev, ki so pri nas že gostovali, ali pa gre za animirane filme, ki jih sicer vidimo na festivalu Animateka, kaj podobnega, skratka. To je recimo za naše redno občinstvo, za mlada občinstva pa posebej prilagajamo izbor za filme za mlade, za otroke, za tiste, ki se šolajo doma. Tako da tudi kot neke vrste priporočilo učiteljem in učiteljicam, ki izvajajo pouk od doma, da si lahko mogoče z našimi vsebinami malo pomagajo. Tako da na tak način, drugače več od tega pa ne, ker si pač predvsem želimo tega, da ljudje pogrešajo kino kot kino in da nestrpno pričakujejo čas, ko se bomo lahko spet vsi družili v dvorani, ne? Definitivno, ja. Zdaj, nekaj mi je prišlo na uho, da pripravljate celo nek letni kino tukaj čist zraven nas v Argentinskem parku. Če se ne motim, torej skrbite tudi za poletno ponudbo. Kako se boste za letošnje leto pripravili glede na stanje? Zaenkrat naš letni kino na Ljubljanskem gradu, kar je naša največja poletna prireditev, 24 večerov na odprto platno pod večernim nebom,
zaenkrat ni prestavljeno niti odpovedano, tako da to bo prva stvar, kjer bomo lahko naše obiskovalce, ki ta vsakoletni program dobro poznajo, lahko povabili, kjer bomo na varnem, na odprtem zraku lahko se družili v varni razdalji. Tako da potem zaenkrat to še vse velja. Kaj bo pa potem recimo z kongresnim trgom, kjer imamo pa 4 brezplačne večere, zaenkrat pa še ne vemo, no, ker je pa to majčkeno bolj zahteven projekt, malo dražji in vse veste, ne. Zdaj bomo vsi morali majčkeno paziti, kako ravnamo. Zategniti pasove. Ja, bomo lahko še vedno dobre vsebine prinašali našim obiskovalcem. Zdaj vemo tudi, da je dvorana Kinodvora, tako pravijo, že vrsto let premajhna za vse dejavnosti. Vemo tudi, da bo Ljubljana v nekaj letih dobila miniplex mestnega kina s 6 dvoranami, tukaj zraven nas, na ploščadi Ajdovščina. Kako daleč ste s tem projektom? Ravno v teh dneh, zelo nenavadno v času epidemije, se je zaključil natečaj, to se pravi arhitekturni natečaj. Rezultati še niso objavljeni, pričakujemo jih vsak čas, kar pomeni, da bomo imeli zelo kmalu že neke zelo otipljive in tudi vidne prvi izgled, kako bo ta zadeva sploh izgledala in bo tudi majčkeno bolj že, ljudje si bojo že znali tudi predstavljati, zakaj sploh bo šlo. Tako da to bo priložnost, da Kinodvor svoje vsebine, ki res močno presegajo vsebine nekega klasičnega kina, ponudijo še več ljudem, da lahko razširimo tudi program, dopolnimo z delavnicami, z drugimi vrstami aktivnostmi. Tako da obetajo se, upam, da dobri časi tudi za neke obfilmske vsebine v samem centru mesta. Aha. Zdaj še eno malo bolj sproščeno vprašanje za konec. Moja sovoditeljica Maša je danes v studio prinesla svoj darilni bon Kinodvora, pa čisto iz praktičnega vidika, tako kot so se recimo vozovnice za potniški promet podaljšale. Tudi mi imamo to, tudi mi smo že pripravili rešitve za ta problem, skratka, veljavnost bonov se bo podaljšala ali do konec leta ali pa za to obdobje, kolikor bo trajalo zaprtje kina. Tako da vsi tisti, ki imate bone, pomirjeni bodite, veljajo, dokler ne pridete sem in ga porabite. Torej, nikomur noben film ne bo všel, no? Ne, zaradi darilnih bonov že ne, ali pa potekanih, ja. Super. Nič, za tole življenje kot v filmu trenutno je to. Mi se veselimo, Ljubljana TV se veseli, da bomo kmalu vaši sosedje, pa da se gledamo. Drugače se pa vam na tej točki zaenkrat zahvaljujem za vsa pojasnila in za tale Skype pogovor. Hvala tudi vam in pozdrav vsem. Hvala, nasvidenje. Ostanite zdravi. Tole je bilo zdaj kar nekaj izčrpnih informacij, kar se tiče Kinodvora. Bomo pa več izvedeli po oglasih, ki sledijo. Ostanite z nami in se gledamo.
Ti začni. Nazaj smo. Jaz sem zapustila našega Dominika za nekaj časa. Ja, mehur je le mehur. In sem v tem času zamudila ravno pogovor z direktorico Kinodvora, ampak me je Dominik obvestil, da moj darilni bon bo veljal vseeno, se bo podaljšal, tako da sem vesela. Hvala, Dominik, da si odvodil tale blok sam in da si tudi poizvedel, da si se spomnil name, no? Ja, lej, ni zakaj. Mogoče bom šla pa s tabo. Je le prva oddaja, veš, moram biti malo. Po mojem bom šla s tabo pogledati si film. Te bom A peljala. ja, to je za 2 osebi. Je za eno, ampak bom dala te, pa bom vse plačala. Veš, kaj si prijazen. To mi je A ti si pa kavalir. Kavalirka. In tudi to mi je še, že si zdaj v pižami. Ja, tudi jaz počutim bolj moral komotno. sem. Zdaj Lej, sva- zdaj še sva res nogavice so v usklajena. stilu, tako malo pikčaste. Jaz bi pa zdaj preverila, če si Tina slučajno tudi preoblekla v pižamo. Tina je obljubila, ne? Tina je obljubila, ja? Tina nama dolguje pižamo. Da vidimo, A je kaj Tina že z dolguje nama nama tudi slučajno? premet in aktualne novice. In Tina vedno drži obljubo. Lepa pižama. Aha, ne, v to smer. Cel outfit imam. In včeraj, ker je bil svetovni dan banan, imam danes na moji majici banano in piše Let's go bananas. Ti si združila 2 dneva v enega. Ja, Wow. kar je kar smiselno. Povej, kaj se kaj dogaja? Je v prometu kaj novega? Ali... Ne, kar se tiče prometa, je tako, kot je bilo prej, nobenih večjih sprememb ni, še vedno potekajo dela na cestah, popolne zapore, delne zapore, tako da se sploh ne rabimo poglabljati. Mislim, lahko vam povem, da so še vedno je vse enako, ni večjih zastojev, so pa Se pravi, kdo se odpravi na pot, bo prišel brez večjih ovir. Tako je, ja. Tako da odvijajo se dela na Trubarjevi ulici, na Letališki, Hruševski, Parmovi, na Navju, ulici Talcev, ob Dolenjski železnici, dela v okviru projekta Čisto pika zate. Tako da moramo najti neke stranske poti, da pridemo do kakšnih lokacij, ampak ni večjih se da. problemov. No. Ja. Drugače pa od aktualnih novic je pa seveda pomembno, da v času epidemije poskrbimo za starejše, ker so oni med najbolj ranljivimi skupinami. Zato so na Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana poleg ostalih aktivnosti starejšim in njihovim svojcem nudijo tudi brezplačno delovno terapevtsko svetovanje po telefonu, s katerim pa želijo omogočiti čim večjo samostojnost starejših občanov v domačem okolju. Ne? Tako da, ja, delovni terapevti Zavoda za oskrbo na domu skrbijo v bistvu tako na način, da preko telefona jih vodijo skozi gibalne in dihalne aktivnosti, ter jim svetujejo, kako ohranjati spretnosti pri vsakodnevnih dejavnostih. Tako da jim tudi svetujejo, na kakšen način se najlažje obrniti v posteli, kako se posesti, kako vstati, kako izvesti presedanje na invalidski voziček, jim priporočajo, kako si urediti življenjsko okolje, tako da bi preprečili padce, ter jih vodijo skozi smiselno uporabo medicinskih tehničnih pripomočkov. Tako da... širok spekter. Ja, sigurno. Zelo konkretna podpora, Ja, mislim, res. pohvale vredno, res. Ja, in posebna pozornost gre pa tudi osebam z demenco, ne? Ker terapevti namenjajo posebno pozornost, kot sem rekla, ljudem z demenco. Pri pogovoru z dementnimi osebami se osredotočajo na ohranjanje miselnih procesov, svetujejo pa tudi njihovim družinskim članom. Tako da, ker se pač soočajo s številnimi vprašanji, povezanimi s vsakodnevnimi aktivnostmi posameznika z demenco, pa ob tem terapevti lahko predstavijo še načine in tehnike sproščanja, tako za ljudi z demenco, kot za njih, za njihove pomočnike, mislim, družinske člane. Ne. Tako da je brezplačno svetovanje vsak delovnik in v bistvu jim nudijo od ponedeljka do petka med 8 in 15 uro na telefonski številki 051 649 082. Odlično. Ja. Super. Odlično, to smo že prej govorili o nekih številkah za pomoč, Ja. to je še Tako. ena izmed njih. Ja. Ja. Vse te številke upam, da se bodo izpisale tudi v pasici pod... Če ne danes, pa jutri. Če ne danes, pa jutri. Aktualne so itak vedno, ne, vedno potrebujejo ljudje pomoč. Ja. Imaš še kakšno aktualno novico?
Pa za zdaj še niti ni tako nujno. Bom potem še kaj več povedala. Jaz mislim, jaz imam eno aktualno novico. Ja? In to, da Tina res dobro fura tole pižamo. To je najbolj vroča in aktualna novica ta hip. Joj, Maša, ti si taka carica. Jaz tako rada s tabo. Prav obožujem tele oddaje, ko me ti vsak dan pohvališ malo. Hvala. Obožujem te hvaliti. Moram priznati, da tudi vidva fantastično zgledata v teh pižamah. Dominik s tvojim rekelcem in temi hlačami. Perfektno. Boljš ne bi mogel biti. Hvala za tale modni kompliment. Ekstravaganten si danes. Ja, sigurno. Hvala, Tina, za vse informacije. Malenkost. Se slišimo. Tako je. Se slišimo. Se gledamo tudi. In se gledamo, ja. Drugače pa, zdaj se lahko preseliva k 5. voditelju. Tako, ki smo ga danes enkrat že slišali. Pa nas je pustil v, kako se tem reče, cliffhanger je naredil. Ja. Ni nam povedal celega recepta do konca. Tako je, ja. Pustil nas je v zraku, obviseti v zraku. In da nadaljujemo tole poslastico. Ja, Luka kuha oziroma pripravlja fritato. To je njegov korona recept. Je v gozdu Martuljek pri Kranjski gori. Mislim, ni prav v gozdu noter, ne. Ampak tam je in mislim, da je že na vezi. Zdravo, Luka, se slišimo? Seveda se slišimo, seveda se slišimo. Zdravo, Luka. Kako gre kaj tvoji fritati in tebi? In mislim, da sta ostala še 2 koščka, tako da meni gre prav imenitno za danes sem nahranjen ravno prav kalorij, maščob, beljakovin in čisto malo ogljikovih hidratov, teh slabih hidratov. Izvrstno. No, potem bi te pa prosila, če kar zaključiš ta svoj recept, oziroma lahko obnoviš tudi začetek, če kdo slučajno ni poslušal. Ja, za vse, ki so niso bili, ki so se nam pridružili. No, saj to je tako preprosto, da verjamem, da bi tudi Maša pravila. No, bomo videli. Oziroma ne, tega jaz ne bi pripravljala, ker ima živalske izdelke noter meso, jaz sem pa vegetarijanka, tako da... Ja, pa če veš, stran ne bomo metali, tako da kar začnimo in obnovimo. Rabimo eno dobro pono rabimo po možnosti tako, ki jo lahko damo tudi v pečico. In potem nasekljamo čebulo in malo masla in olivnega olja, malo olje dodamo, da se nam maslo ne zažge, lepo popražimo in omehčamo čebulo. Kasneje dodamo še malo ocvirkov, slučajno sem našel ocvirke, lahko pa dodate kar želite, malo slanine, kakšno staro klobaso, tukaj pa že nasekljan sir s plemenito plesnijo in pa česen, kar bomo dodali malce kasneje, ker nočem, da se preveč zažge ali zapeče skupaj z čebulo. Tako in zdaj pa dodamo še česen lahko. Če imate električen ali indukcijski kuhalnik, ga lahko zdaj že ugasne, pono bo zdržala čisto dovolj toplote, da se to vse samo naprej izvede. Če imate pa plinski štedilnik, pa morda odstavimo na najmanjši možen plamen. Tako v ponev še dodamo zdaj česen, razporedimo sir in pa seveda, zelo pomembno, ostanke naše bolognese omake. Se pravi, našega makaronflajča po domače, makaronflajča. Ja, zaradi česar smo se sploh lotili te fritate, a ne? Bi kakšni rekli. Potem pa stepemo 3 jajca z dobro žlico kisle smetane, dodamo zelišča po izbiri, jaz sem dodal peteršilj in koprc, sedi tamle zadaj. Seveda sol, poper, lahko tudi kakšno drugo začimbo po izbiri, dobro stepemo in potem zalijemo vse skupaj v ponvi, a ne? Tole zijemo notri v ponev. No, če bi bila samo jajce in mleko, bi temu lahko rekli legir, a ne, tako da to je že skoro nek tak legir. Evo, takole vidimo mleto meso, se pravi bolognese omaka, sir, potem tole takole zalijemo, rahlo, mogoče mečkam premaknemo, da se jajce zalije vse kote, potem pa vse skupaj v pečico, tam nekje na 200 stopinjah, evo, tukaj je že pečeno in potem samo
na rahlo porinemo v izpon, da bi moralo kar samo iti kot taka palačinka. Evo, dodamo še kakšen feferon, lahko ga bi dali tudi notri. Če je pekoč, se damo na balkon in uživamo in jemo v samem obroku, pravnoteženem obroku. Evo, vmes tako celo. Ja, vidite tudi razgled med tem, ko ješ zelo lep. Tako razgled je tudi zelo lep, gledam direktno na Špik, tako da vabljeni kdaj na kakšno fritato. Lepo se imejte v Ljubljani in se slišimo v prihodnji oddaji. Hvala, Luka, tudi tebi. Lep pozdrav v Kranjsko Goro. Adijo. Ja, to je naš Luka Korenčič, peti voditelj. Mojster šef, ne? On je odličen v kulinariki, dobro kuha, je komedijant, improvizator, živali ima rad. Odličen je. On bi zagotovo znal povedati kakšno dobro šalo. Ja, veš kaj, ravno evo spet, A boš spet ti povedal? bereš mi misli, no. Bereš mi misli. Sva že tako zelo povezana. In če ti meni bereš misli, potem bom jaz prebral še en vic. Daj. Sicer tale Etno muzej Ljubljana jih ima kar nekaj na svoji spletni strani. Tako da si jih lahko tudi sami pogledate. In Aha, vidim. aha, že vidiš? Ne Se vidim. pravi, takole, še dobro, da ni Božič, ker Božiček ne sme iz svoje občine. Jo, noben ne bi dobil daril. Zato me ne bi. zanima, če je pisanka prišla zdaj, ko so bili velikonočni prazniki. Ja, sem res. A misliš, da so zajčki pa to ostali doma? Ne vem, če niso smeli iz občine, ne vem, kako je to. Kam so pa skrili jajčka? Ne vem, mislim, mi dva imava nekaj jajčk še tukaj, to lahko pokaževa. Tako da nekaj jajčk je uspelo priti, ne. Zdaj pa, če so prišle pa še kakšna druga darila, to pa v bistvu ne vem. Tudi ena šala na temo Jezusa je krožila okoli. Sicer Jezus je hotel vstati od mrtvih, pa mu policisti niso pustili oditi iz groba, ker pač je karantena. Ta je mogoče malo... Ne velja 3 dni to Ne torej. velja, ne, pač ni mogel vstati, ne. Letos je vse drugače. Tudi cerkvene institucije so zaprte, tako da k mašam se ne da iti, vse poteka bolj nadaljavo, tudi to najbrž. Posebni časi so. Posebni časi, zelo posebni. Kot vidiš za nama, mogoče ti ne vidiš, ampak jaz opazujem že kar nekaj časa, s kotičkom očesa vidimo, da se očitno dogaja tudi to mestno za nami. redarstvo ali so to policaji? Verjetno, jaz predvidevam, da je to mestno redarstvo, ki opravlja svojo nalogo izvrševanja kontrole nad prebivalstvom. Vprašanje pa samo, kaj se godi, kaj se dogaja. Nažalost, nimamo terena. Nimamo terena tukaj. Nimamo nobenega novinarja na Mogoče ne terenu. bi bilo najbolj primerno, če mi dva v pižami skočiva ven, po mojem bolje, da ostaneva tukaj in se še naprej samo sprašujemo, kaj se dogaja in če bo gospa morda dobila kakšno globo ali pa gospod ali ne. Bomo videli, če bodo tukaj še kasneje. Po oglasih Po oglasih bomo videli. se gledamo, ostanite z nami. Ja.